Če boste gradili ali obnavljali, potem o vsem gotovo želite vedeti čim več. Pred kratkim so v Škofji Loki odprli poseben center, ki izvajalcem in kupcem predstavlja najsodobnejše koncepte trajnostne gradnje, primere zelene strehe, učinkovite izolacijske rešitve in še marsikaj. Obiskali smo jih. Gospod Lanišek, zelo enostavno vprašanje, in sicer kakšen je namen in kakšen je pomen tega vašega centra? V gradbeništvu so stalne izboljšave nekaj, kar je stalnica, določene so prebojne in temu je namenjen ta center. Želimo dejansko usposabljati naše deležnike na področju same gradnje, kjer morajo tako investitorji kot izvajalci in projektanti najti neko skupno točko, kako te nove smernice, nove standarde uvajati na ekonomsko dober način, za bivanjsko dobre standarde in pa seveda najnazadnje tudi okoljsko sprejemljive. Sicer pa je sam center seveda namenjen tudi širši javnosti, končnim uporabnikom, torej investitorjem z tem centrom in želimo pokazati, kakšne so možne rešitve. Saj je ravno končni uporabnik, torej investitor, tisti, ki začne neke ideje in jih potem skupaj z samim projektantom in seveda na koncu izvajalcem uvede tudi v svoji sredi, torej v svojem objektu, pa naj bo to za družinsko hišo ali pa za industrijski objekt. Gospod Ivanšek, sprehodiva se prosim malce po tem objektu in po namembnosti posameznih prostorov. Že sama zasnova Knauf Insulation Experience centra je demonstracijske narave. Ovoj stavbe sestavlja namenoma 6 različnih vrst fasad in 2 različni sestavi strehe, s katerimi smo prikazali v živo primer kakovostne gradnje. Sama bruto površina stavbe meri 832 kvadratnih metrov. V pritličju imamo velik demonstracijski center oziroma delavnico. Sam prostor se imenuje Demonstration Experience in v njem nameravamo izvajati treninge za različne izvajalce ter končne stranke, celo projektante, kjer bomo lahko prikazovali, kako se pravilno vgrajuje naše izolacijske materiale in druge rešitve. V prvem nadstropju imamo tako imenovani Digital Experience prostor z zelo napredno in moderno audiovizualno opremo, od pametnih tabel do virtualne resničnosti, s katerimi nameravamo izvajati naprednejše načine predavanj, delavnic in samih dogodkov. Na vrhu pa imamo tako imenovani Green Experience, kjer si lahko obiskovalci v živo ogledajo zeleno streho in zeleno steno. S katerimi pogoji oziroma omejitvami ste se tukaj srečali? V tej specifični situaciji smo v bistvu v vmesnem prostoru med samo vasjo Trata in tovarniškem dvorišču. Ambicija je od vsega začetka bila izboljšati pravzaprav ta prehod iz enega v drugega, predvsem izboljšati situacijo za same stanovalce v neposredni bližini. To seveda dosežeš s različnimi načini, že sama pojavnost objekta, ki je paviljonski, razstavni, aplikacijski, to se pravi je sodoben, modern, z neko javno zunanjo ureditvijo, ki prispeva k, jaz bi temu rekel, mehčanju nekih prehodov, strokovno temu rečemo nek tamponski prostor. Kaj pa pomeni ta BIM metodologija, prek katere je bila načrtovana tale stavba? Ja, BIM metodologija oziroma informacijsko modeliranje stavb je metodologija, ki se vedno bolj čvrsto uveljavlja pri projektiranju samih stavb. Naj navedem kot primer nas, kot samega investitorja pri tem projektu, nam je ta pristop k projektiranju, kjer smo kot končni rezultat dobili en zelo podroben 3D model stavbe z vsemi informacijami, koristil pri tem, da smo se lahko virtualno sprehajali po bodočih prostorih že pred in med samo fazo gradnje in s tem lažje določili pozicije in pa sam izgled notranjega interjerja, kot ga danes vidite v realnosti. Ta objekt je torej primer trajnostne gradnje, ampak kolikor je to popularen pojem, se mogoče premalo vprašamo, kaj trajnostna gradnja sploh pomeni? Ja, trajnostnost sama temelji na 3 glavnih stebrih. To so ekologija, ekonomija in pa družba. Da dobimo trajnostno gradnjo, pa moramo dodatno vključiti še tehnično kvaliteto, procesno kvaliteto, vse to z upoštevanjem kvalitete same lokacije.
Trajnostna gradnja je v bistvu eno zelo pametno razmerje med vsemi temi 6 kriteriji, ki jih ocenjujemo z različnimi trajnostnimi shemami po svetu. Za naš objekt smo izbrali eno najbolj razširjenih trajnostnih shem na svetu, ki se imenuje DGNB. Sama stavba je prva novozgrajena stavba v Sloveniji, ki je bila projektirana in grajena po tem standardu. Poleg DGNB sheme pa smo izvedli tudi ocenjevanje trajnostne gradnje po Active House certifikatu, ki pa bazira na bolj kakovostnem projektiranju same stavbe. Naj omenim še, da je to tudi eden od izredno pomembnih pilotnih projektov za okvir trajnostnih kazalnikov Levels, ki jih je razvila Evropska unija in je trenutno v testni fazi. Ja, jaz razumem center v svojem pojavu danes tukaj kot primer načina gradnje, tudi načina, kako razviti projekte za prihodnost. Je aplikativen, prenaša izkušnje in to je poslanstvo, verjetno pa tudi cilj vseh nas, ki smo sodelovali na tem projektu.